Filozofska fakulteta se nahaja južno od centra Ljubljane, na Aškerčevi 2. Ima pa še 2 dislocirani enoti na Zavetiški in Tobačni. Ponuja 122 študijskih programov prve, druge in tretje bolonjske stopnje. Nekateri programi so samo enopredmetni, nekateri dvopredmetni, nekateri pa ponujajo obe možnosti. Na Filozofski fakulteti imamo 21 oddelkov. Ti so oddelek za anglistiko in amerikanistiko, oddelek za arheologijo, za azijske študije, za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, oddelek za filozofijo, za geografijo. Oddelek za germanistiko, nederlandistiko in skandinavistiko, oddelek za klasično filologijo, oddelek za muzikologijo, oddelek za pedagogiko in andragogiko, oddelek za prevajalstvo, oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Oddelek za psihologijo, za romanske jezike in književnosti, za slavistiko, za slovenistiko, za sociologijo, za umetnostno zgodovino in za zgodovino. Imamo pa tudi pedagoško enoto za šport. Študij poteka v živo, v sedajšnjih razmerah pa poteka po spletu oziroma hibridno. Če študiraš dvopredmetni študij, se ti lahko veliko stvari prekriva. Kaj narediš v tem primeru? Lahko se zmeniš z določenimi profesorji, lahko zamenjaš skupine, če si slučajno v različnih skupinah. Ponavadi pa ni te možnosti, zato se moraš sam odločiti, kaj bo tebi najbolj prišlo prav, oziroma če je neka stvar obvezna in druga ne, izbereš obvezno. Imaš pa lahko tudi srečo, na nekaterih oddelkih se nič ne prekriva. Poleg prekrivanja pa imaš lahko tudi luknje. Te zapolniš tako, da se ukvarjaš z raznoraznimi dejavnostmi, kot na primer tutorstvo. To možnost imaš od 2. letnika naprej in s tem pomagaš brucom pri prehodu med srednjo šolo na fakulteto, lahko organiziraš predmetno tutorstvo, organizirajo se tutorske kave, tutorske čajanke na oddelkih, sodeluje se z društvi in organizirajo razne okrogle mize in pogovore s profesorji in zunanjimi gosti. Časovne luknje trenutno med različnimi predmeti niso toliko problematične zaradi tega hibridnega načina izvajanja, torej da se glavnina predmetov pravzaprav izvaja preko digitalnega omrežja in potem pač smo vendarle vpeti v vsak dan in pač med temi luknjami, ne vem, kuhamo kavo, čuhamo psa, pač karkoli že počnemo v vsakdanjiku. Poleg tega pa seveda lahko ta čas, ta presežek časa vložimo v aktivnosti, ki so vključene v študijske dejavnosti. Kolje, če preverite, če na vašem oddelku, na katerem ste vpisani, deluje kako društvo, če ni, je potem zelo zanimivo oživiti nekoč aktivno društvo, ker aktivnost je pač zelo odvisna od samih generacij, pač nekatere imajo več vpisanih, manj vpisanih, več zanosa, več volje. Društva pa pač delujejo zelo različno, organizirajo se debatni krožki, okrogle mize, bralni krožki, kakšne manj aktualne oziroma manj zanimive za sam kurikulum literature, katero lahko potem poglobljeno študirate čisto izven študijskih okvirov. Lahko se priključite kakšnemu uredniškemu odboru, skoraj vsak oddelek ima oddelčno revijo študentsko. Pa tudi, ne vem, letos sicer ne vemo kako, ampak ponavadi so brucevanja pač pa pikniki in podobna druženja med različnimi generacijami študentov. Odlična platforma za še aktivnejše udejstvovanje je pa študentski svet, torej predstavniški organ, kjer lahko date študentski glas glede aktualnih zadev, ki pač vključuje tako fakulteto kot univerzo.
in se pač še bolj aktivno udejstvujete v fakultetnem svetu. Na Filozofski fakulteti deluje tudi študentska organizacija, ki v sklopu študentske organizacije Univerze v Ljubljani pomaga pri financiranju in organiziranju obštudijskih dejavnosti. Študij na Filozofski fakulteti mi je dal predvsem zelo globoke podočnjake, pa tudi ogromno veselja nad svojo stroko, dosti pač možnosti za še bolj poglobljeno študiranje, pa tudi seveda ogromno prijateljev, zelo dobrih prijateljev. Na Filozofski fakulteti se spodbuja kritično mišljenje in poglablja splošno razgledanost. Na jezikovnih smereh pa poglabljamo tudi znanje o drugih kulturah. Sem študent pedagogike in andragogike in sociologije. Ta študij mi omogoča kar velik spekter, tak širok spekter nekih znanj. Meni osebno se pa najbolj pomembno zdi to sodelovanje med študenti in možnost nekih projektnih nalog, raznoraznih projektov, dogodkov. Poleg tega pa seveda sem spoznal tudi veliko novih ljudi, veliko raznolikih ljudi in sklenil tudi nekaj prijateljstev. Dobil sem tudi veselje do branja knjig.